Pred našimi očmi se odvijajo monumentalni dogodki zgodovinskega pomena. Svetovni red se dobesedno spreminja, a hkrati se dogajajo neverjetne neumnosti. Osupljivo je, kako neumni so lahko ljudje. Ne vem, kako se počutiš, ko to vidiš. Občutim spoštovanje, strahospoštovanje in hvaležnost. Živimo v časih, ko smo priča dogodkom, ki spreminjajo svet in na novo postavljajo procese, odstranjujejo gnilobo, ki se je naselila v jedro zahodnih mednarodnih politik po drugi svetovni vojni, ter nas vodijo v novo dobo. In namesto, da bi to sprejeli in si vsi želeli biti del tega novega obzorja, imamo ljudi, ki gredo na ulice, bolne in izprijene. Tisti, ki poveličujejo tega morilskega, rasističnega homofoba in ga spreminjajo v ikono. Ljudje, ki imajo raje to bedno zastavo zatiranja in totalitarizma, vzklikajo morilske slogane, si zakrivajo obraze s simboli verske prevlade, ki jih sploh ne razumejo. In medtem, ko je večina pozornosti usmerjena na bojišče, se oni samopravično sprehajajo po kampanjah lažne solidarnosti, občudujejo in obožujejo tirane ter režime, ki zatirajo lastne državljane, ter jih povzdigujejo kot simbole svobode ali pravičnosti. Medtem ko grajejo Združene države Amerike, državo, zgrajeno na načelu individualne svobode. Ironija je v tem, da mnogi najglasnejši kritiki Združenih držav Amerike, tisti, ki udarjajo po namišljenih tiranih, to počnejo v družbah, ki jim omogočajo svobodno govoriti, svobodno protestirati in svobodno živeti. Ljudje, ki so se uprli Cheju Guevari, komunistom, Hamasu, Hezbolahu in Ajatolom, so bili množično pobiti. In protestniki to počnejo v državah, kjer so si ljudje, ki so pobegnili pred resničnim zatiranjem, ustvarili nova življenja. Ljudje, ki nikoli niso živeli pod avtoritarno oblastjo, branijo ideologije, ki bi jih takoj utišale. Nič ni bolj nevarnega kot samopravični, nevedni bedaki, ki jih tako zlahka manipulira zlo, preoblečeno v pravičnost. Letos, ko Združene države praznujejo 250 let neodvisnosti, se je vredno za trenutek ustaviti in razmisliti o nečem, kar je nenadoma postalo sporno izreči na glas. Da so Združene države največja država na svetu. Da so Združene države ena najpomembnejših daril, kar jih je bilo kdaj danih človeštvu. In ne začnite godrnjati o tem, kaj je država počela v preteklosti ali kakšne so njene napake. Nobena država ni brez napak, tako kot noben človek ni. Kaj šele, da bi bil katerikoli zgodovinsko velik voditelj brez napak. Mojzes, Abraham, kralj David, kralj Salomon, Washington, Lincoln, Martin Luther King, nobeden od njih ni bil popoln. Pomembno je, da so se znali dvigniti nad svoje napake in izpolniti svoje poslanstvo ter nalogo. Za Združene države je to ohranjanje idej, ki jih je vneslo v svet. Ideje, ki izhajajo iz zelo specifične moralne tradicije, judovsko-krščanskega prepričanja, da je vsak človek ustvarjen s prirojenim dostojanstvom. Da pravic ne podeljujejo vladarji, ampak jih podeljuje višja avtoriteta. Tako kot ustanovitelji v deklaracijo neodvisnosti niso kar zapisali česarkoli, so se osredotočili na posameznika, ko so zapisali, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki in da jim je njihov stvarnik podelil določene neodtujljive pravice. To je bila resnično revolucionarna izjava. To je pomenilo, da pravice ne izhajajo iz kraljev, vlad, parlamentov ali gibanj. Prihajajo od stvarnika in zato, kar je še pomembneje, jih človeška oblast ne more odvzeti. Te ideje preoblikujejo politično domišljijo celotnega zahodnega sveta. Ustvarili so nov model družbe, kjer je posameznik svet, kjer je treba oblast omejiti in kjer svoboda ni privilegij, ampak rojstna pravica. In namesto, da bi to praznovali, razvajeni mulci lažno izkazujejo pogum in neustrašnost. Vsi tisti, ki se pritožujejo nad namišljenimi kralji, bi bili v gulagih in prevzgojnih taboriščih ali pa bi izginili z obličja zemlje, če bi res živeli v nedemokratični državi. Ne, namesto tega, vi, mali mevže, paradirate po ulicah, skrivajoč svoje grde obraze, s piercingi v nosu in modrimi lasmi, mahate z neumnimi transparenti in zastavami duševne motenosti. Zanimivo je, da sem to videl tik pred današnjim snemanjem. Objavil je David J. Harris Jr. In tam piše, lahko preberete, zahodne ženske, ki se preoblečajo v revolucionarke. To popolnoma zajame bistvo. Namesto, da bi šli živeti v greznice, kot sta Kuba ali Venezuela, hodite v svoje kavarne in jeste v svojih imenitnih restauracijah, kjer delajo pridni ljudje, ki so pobegnili prav iz tistih lukenj, ki jih vi želite posnemati.
Če ne bi bilo Združenih držav, bi bila Evropa nemška ali še huje, ruska in povrhu še komunistična. Dejstvo je, da bi bil zemljevid sodobnega sveta brez Združenih držav videti povsem drugače. Azija bi ostala pod imperialistično, japonsko-militaristično prevlado ali pod kitajsko komunistično oblastjo, kot je Severna Koreja. Ogromno prebivalstvo bi živelo pod sistemi, ki so izbrisali individualnost, poreklo in cele kulture. Združene države se niso le branile. Branile so možnost svobodnih družb povsod po svetu. Mi v Izraelu to cenimo. Za nas v Izraelu to ni teoretično. Vemo, kaj je islam storil ljudem na tem območju. Vemo, kako ravnajo z nezaščitenimi manjšinami. Ker v nasprotju s propagando, v kateri ste bili preplavljeni, je večina državljanov Izraela potomcev družin, ki so pobegnile iz islamsko koloniziranih območij na Bližnjem vzhodu. Vemo, kaj pomeni imeti zaveznika, katerega vrednote so skladne z našimi. Raje imamo partnerstvo z narodom, ki je zgrajen na dostojanstvu posameznika, kot pa na prevladi voditelja. Zato so Združene države Amerike, tudi v trenutku, ko se svet zdi zmeden, razdrobljen in moralno obrnjen na glavo, še vedno steber. Ne zato, ker bi bile popolne, ampak zato, ker temeljijo na načelih, ki so izpod jarma zatiranja dvignila več ljudi kot katerakoli druga ideologija v zgodovini človeštva. In samo poglejte, kakšna je alternativa pri drugih zahodnih, tako imenovanih liberalnih državah. Države, ki so prežete s poraženskimi politikami obdobja po hladni vojni. Ker te zanikrne države, Kanada, Francija, Španija, Norveška, Nizozemska, Avstralija, Združeno kraljestvo, Švica, Avstrija in Finska. Vse te države, ki jih tako skrbi za človekove pravice, so ta teden skupaj z Združenimi narodi glasovale, da Islamska republika Iran, nič manj, vodi odbor ZTN za pravice žensk, človekove pravice in preprečevanje terorizma. Ne šalim se, preprečevanje terorizma. No, če sem iskren, so se v zadnjih 2 letih in pol od nas naučili, kako preprečevati terorizem. Toda te države so izbrale tudi Kitajsko, Kubo, Nikaragvo, Sudan in Saudsko Arabijo v odbor ZN, ki nadzira delo skupin za človekove pravice pri Združenih narodih. Ali ni to čudovito? Dolga leta je Iran izvajal grozodejstva, izvajal teroristične napade proti Zahodu, financiral teroriste na Zahodu. Evropejci so to vedenje normalizirali, sprejeli so ga. Skupine za človekove pravice se nikoli niso oglasile proti temu. Vedno so kritični do lahkih tarč. Zahodna demokracija je napadena, vedno opravičujejo teroriste. Libanon je prevzelo iransko teroristično gibanje, ki deluje kot iranski posrednik. Francija jih nikoli ni postavila pod vprašaj ali sankcionirala. Toda Izrael sprejme zakon za usmrtitev teroristov in takoj so glasni v svojih kritikah. In Združeni narodi so praznovali 47. obletnico iranske revolucije. Ampak nenehno izraža zaskrbljenost zaradi Izraela. Naj jih spomnimo, da je edini kraj na Bližnjem vzhodu, odkoder Arabci množično ne izseljujejo, Izrael. Lahko rečete, kar želite v Izraelu, ampak dejstva govorijo sama zase. Lahko spregledamo dejstvo, da so vse druge, tako imenovane zahodne liberalne demokracije, stale ob strani in se niso pridružile vojni proti terorističnim režimom. A neodpustljivo je, kako jih celo nagrajujejo s tem, da se vedajo, kot da spoštujejo katerokoli od načel, ki so pomembna za državljane liberalnih demokracij. Predolgo je Zahod normaliziral to sprejemanje bolnih iz prijenih držav. Te države igrajo igro deljenja vrednot, ki so izkrivljene v teh mednarodnih organizacijah. Z vnemo kritizirajo Izrael, medtem ko prikazujejo te države v lepši luči. Normalizirajo Iran, ki pobija lastne državljane. In države, ki to počnejo, niso na naši strani. Iskreno povedano, jih niti nočem na naši strani. To je naša mladina v Izraelu danes. So ponosni, močni, osredotočeni in hvaležni. To je bila naša mladina pred 80 leti. Te stvari se nam še vedno lahko zgodijo, kot smo videli na festivalu Nova 7. oktobra. In če kaj, na 7. oktober spominja na to, kar smo mislili, da je naša preteklost. Pravzaprav bi morali biti res hvaležni. Hvaležni za komentarje, polne sovraštva do Judov, ki jih mnogi izmed vas objavljate v komentarjih. Tiste, ki jih nekateri izmed vas celo puščate tukaj v razdelku za komentarje. To so vsakodnevni opomniki na minule dni. Moja vsebina ni namenjena temu, da bi spreminjala mnenja ljudi, ker vem, da jih ne bo spremenila. Namenjena je temu, da ukrepi tiste, ki že poznajo resnico.
Za vse ostale me ne zanima, kaj mislite. Samo potrjujete, da je tisto, kar je Hamas storil 7. oktobra, nekaj, kar si tudi sami želite narediti. Ko so tistega grozljivega dne prebili izraelsko mejo, so sprostili tudi bolno, izprijeno sovraštvo, ki ga mnogi izmed vas nosite v svojih izprijenih dušah. Naprimer Španija, ki tako goreče obsoja Izrael in je tako kritična do Izraelcev, ki praznujejo letni dan ubijanja Gojev. Počakajte malo, oprostite, to je moja napaka, to nismo mi. Imajo letni teden Matarju Dios, kar dobesedno pomeni teden ubijanja Judov, stoletja staro tradicijo v severni španski provinci León, kjer ljudje med velikonočnimi prazniki pijejo poseben alkoholni koktajl. To je v Evropi sprejemljivo. Ampak Bog ne daj, da bi judovski moheli, tisti, ki izvajajo judovsko tradicijo Brita, to počeli v Belgiji. Tam so zaradi tega dejanja preganjani. Počakaj, sem rekel preganjani? Hotel sem reči kazensko preganjani. Iskreno me ne zanima niti to, niti njihova hinavščina. Zdaj ne bomo mirno odšli v tisto temno noč. Soočamo se s sovražniki, ki nas prekašajo po številu in ozemlju, ki zatirajo manjšine in so še danes bolni od frustracije, ker nam tega ne morejo več storiti. Naj jih ima vse skupaj hudič. Raje naj nas obsojajo kot cioniste, kot pa da nas objokujejo kot žrtve. In poglej to, Gaza, Libanon, Sirija, Jemen, Iran. Slike popolnega uničenja. Poglejte zelo pozorno in si zapomnite. Dnevi pogromov v Evropi in arabskih državah, kjer smo bili nemočne žrtve, se ne bodo vrnili. In vsi tisti, ki komentirate, kako je Izrael zdaj osovražen, zvenite kot vaši prastarši. To ni nič novega. Veste, kdo nas je še sovražil? Oni so nas sovražili. In ugani kaj? Preboleli so to. Ne sovražijo nas več. Niso več živi, ampak nas ne sovražijo več. Torej se postavi v vrsto s svojim sovraštvom. Tam smo že generacije in odjebi. In niso samo vlade. Ta teden je OZN obeležila Svetovni dan svobode tiska, da bi poudarila pomen neodvisnega novinarstva, kar vodi v teden svobode tiska, ki omogoča poglobljeno raziskovanje izzivov, etike in varnosti v medijih. In ta teden so predvsem obsodili avtoritarne režime in seveda izraelsko vojsko zaradi rekordnega števila smrtnih žrtev med novinarji in represije. Svetovni indeks svobode tiska za leto 2026, ki ga je pripravil Reporterji brez meja, in podatki Odbora za zaščito novinarjev so izraelsko vojsko označili za največjega ubijalca novinarjev na svetu. In to zato, ker teroristi Hamasa in Hezbolaha, ki jih zaposlujejo novinarske agencije, nosijo novinarske jopiče in čelade. Da ne bi zaostajalo, je tudi Združenje tujih novinarjev v Izraelu izdalo zahtevo, naj Izrael odpravi svoje širše varnostne protokole. To imenujejo boj za svobodo tiska in namigujejo, da je svet brez njihove fizične prisotnosti v Gazi v temi. No, z njimi sem delal več kot 25 let. Ti isti mediji, ki pogosto trdijo, da so objektivni opazovalci, priročno ignorirajo dejstvo, da teroristične skupine nikoli ne bi dovolile, da bi v območjih pod njihovim nadzorom zaposlovali neodvisne medijske delavce. Nikoli ne razkrivajo omejitev, ki jim jih nalaga druga stran. Zdaj, niti treba biti genij, da bi to razumel. Vsakomur, ki ima vsaj malo pameti, je jasno, da če si terorist, ki nadzoruje neko območje, ne boš nikomur dovolil, da tam deluje svobodno. Tako nikoli ne priznajo domačinom, da zaposlujejo ljudi, ki izkoriščajo imuniteto, ki jim jo dajo novinarska vozila, naprimer za prenos orožja in teroristov ter za bojevanje proti Izraelu na bojnih območjih. In nikoli ne pokažejo slik, ki jih same teroristične organizacije delijo v spomin na iste novinarje, oblečene v teroristične uniforme, potem ko jih je Izrael ubil. Tukaj je tudi vprašanje samooklicane nujnosti medijev. Medtem ko trdijo, da lahko samo oni zagotovijo resnico, hkrati ignorirajo dejstva, ki ne ustrezajo njihovim političnim nazorom. Iranski prestolonaslednik Reza Pahlavi je imel nesrečo, da se je s tem srečal prejšnji teden in je imel o zahodnih medijih naslednje povedati med turnejo po Evropi. Moj obisk je imel en cilj – dati glas milijonom Irancev, ki jih za talce držijo Islamska republika, njen teror in njena internetna blokada. Milijonom Irancev, ki so bili utišani. Zdaj pa lahko z gotovostjo rečem, da utišanje, ta cenzura,
ni le delo režima v Iranu, ampak tudi mednarodnih, zlasti evropskih medijev. Pojasnjuje, kako se je srečal s 150 novinarji in z njimi govoril več kot 2 uri. In tukaj je, kako so odgovorili. In v teh 2 urah mi niti eden od 150 novinarjev ni postavil vprašanja o 40 tisoč Irancih, ki so bili pobiti na ulicah moje države 8 in 9 januarja. Bahlabi je imel s seboj celo družine Irancev, ki jih je režim umoril, vendar jim niso postavili niti enega vprašanja. Kaj je zanimalo novinarje? Tako je zaključil. Tukaj, v srcu celine, ki naj bi zagovarjala človekove pravice, pravičnost in dostojanstvo, so novinarji popolnoma opustili svoje poklicne dolžnosti in celo svojo moralno objektivnost. Zdi se, da jih bolj zanima kritiziranje Amerike, spraševanje, zakaj sta Združene države in Izrael ubili diktatorja, ki je 47 let klal naše ljudi, kot pa kritiziranje režima, ki izvaja pokol. To je klasičen primer, ko tako imenovana četrta veja oblasti poskuša narekovati politiko. Ne glede na to, ali jih vidite kot branitelji resnice ali zgolj kot industrijo, ki želi povečati svojo gledanost na račun resnice, je ena stvar jasna. Ti medijski velikani ne poročajo samo o novicah, poskušajo nam vsiliti svoje mnenje. Zato ni presenetljivo, ko vidite takšne naslove, ki vam dajo le delne informacije in vam ne povedo vsega. To, Hezbollah je vstopil na območja, na katera se jim je bilo prepovedano vrniti, kar je tudi del dogovora o premirju, ali pa so se pripravljali na izstrelitev raket na Izrael. Mediji ustvarjajo videz resnice, saj vedo, da večina ljudi prebere le naslove. In potem s količino negativnosti ustvarjajo vtis o tem, kaj se dogaja, in vam v bistvu lažejo. A za razliko od preteklosti jih lahko zdaj na to tudi opozorimo. V redu, zdaj pa globoko vdihnimo, se sprostimo in nadaljujmo, ko si ogledamo nekaj dogodkov, ki se odvijajo ta teden. Z vojno v Iranu se zdi, da smo ujeti v nekaj, kar bi lahko najbolje opisal kot nestabilno sredino. Pogajanja se zdijo zamrznjena. Vsi se pretvarjajo, da so še živa, vendar se ne premikajo in ne prinašajo nobenih rezultatov. To je diplomatsko gledališče brez scenarija. Toda medtem ko je politična pot obstala, gospodarski pritisk opravlja svoje delo. Sankcije, omejitve, finančna izolacija, to niso le simbolni ukrepi. Pritisk se kopiči in počasi melje Iran. Preoblikujejo strateško okolje, ne da bi bil sprožen en sam strel. In v to praznino, med pogajanji brez izhoda in možnostjo velike vojne, Združene države Amerike skušajo uveljaviti srednjo pot. Washington je napovedal operacijo za izvlek tankerjev, trgovskih ladij, ki so ujete v Hormuški ožini. Na prvi pogled je to tehnična misija, vendar gre za strateško sporočilo. To je poskus ponovnega odprtja ožin pod zastavo svobode plovbe, enega temeljnih načel mednarodnega reda, brez odprave gospodarske blokade Irana. In zakaj je to pomembno? Zato, ker Američani tega ne počnejo zase, to počnejo za preostali svet. Američani imajo svoje lastne naftne vire. Torej, če se tukaj kaj zgodi in če Iranci s tem nadaljujejo, potem se Združene države borijo za preostali svet. To je naravnost genialno. In zdaj spet, to je znan vzorec in žoga je ponovno na strani Irancev. Trump jim je dal čas do naslednje srede, torej bomo videli. Teheran se lahko odloči za zadržanost ali pa se odloči izzvati Združene države, ne z odprtim spopadom, ampak z napačno oceno, preizkusom, provokacijo ali preprostim korakom, ki gre predaleč. Kdo ve? Nihče prejšnji teden ni pričakoval napada na Združene arabske emirate. To spremeni nestabilni Bližnji vzhod v nekaj veliko večjega. Resnični zgodovinski dogodki se ne odvijajo s hitrostjo TikTok posnetkov ali celo v enem novičarskem ciklu. In vračam se k temu, kar sem rekel prejšnji mesec, ko se je premirje pravkar začelo. Mi na Zahodu živimo v družbah, ki so programirane za takojšnje zadovoljstvo. Brez čakanja, brez procesa, samo tukaj in zdaj. Ko nekaj traja, ko se odvija po stopnjah ali zahteva potrpežljivost, tega ne prenesemo. Ampak proces ne deluje tako. Zgodovina se ne predvaja na zahtevo, ne preskoči na finale. Odvija se počasi in nepredvidljivo. To je bistvo cele igre. Čas.
Enako velja za Gazo in Libanon. Gaza obstaja v svoji lastni zamrznjeni resničnosti. Premirje, ki tehnično obstaja, a je v praksi asimetrično. Pomoč prihaja v velikem obsegu, orožje pa ne odhaja. Hamas je še vedno prisoten, vendar oslabljen, prisoten, a hkrati odsoten akter. To je ozemlje, ki deluje ravno toliko, da se izogne propadu, vendar ne dovolj, da bi karkoli rešilo. Zamrznjeno ravnotežje. Medtem ko Hamas skuša ohraniti svoj nadzor, je iz Gaze prek kopenskih prehodov doslej emigriralo 44.000 prebivalcev Gaze. Ko govorite o svobodni Gazi, no, imate bolhasto Gazo. In Izrael nadaljuje svoja prizadevanja ter sporoča, da je končal uničenje infrastrukture Hamasa v Beit Hanunu tako nad kot pod zemljo. In to po 2,5 letih. To vam samo daje predstavo o tem, koliko so vložili v te infrastrukture pod zemljo v Gazi. Tudi Libanon živi v tem nestabilnem vmesnem stanju. Čakamo, da se začnejo pogajanja z Libanonom, čeprav vemo, da svojih odločitev ne more uveljaviti. In vsak teden še naprej odkrivamo tunele, orožje, infrastrukturo, vse namenjeno temu, da nas napadejo v trenutku. V sredo zvečer je Izrael odstranil iranskega terorističnega povezovalca s Hezbolahom, vodjo sile Radvan, ki je načrtoval napad na Izrael. To je dober pokazatelj, da tega, kar smo bili pripravljeni tolerirati pred 7. oktobrom, ne bomo več dopuščali. In če mislite, da Bližnji vzhod ni vaš problem, ne vaša vojna, vam želim pred koncem pustiti misel, ki jo je izpostavil strokovnjak za arabska vprašanja Edith Bar, ki sem ga tukaj že citiral. To zajame nekaj, kar je globlje od geopolitike. To zajame psihologijo trenutka. V nedavni objavi ponuja presenetljivo primerjavo, ki nas prisili, da na ideološke tokove, ki oblikujejo Zahod, pogledamo nekoliko bolj trezno. Spomni nas, da so se tisto, kar danes imenujemo gibanja za družbeno pravičnost, nekoč v drugem delu sveta imenovala povsem drugače. To je bila metoda iranske revolucije. Bar potegne neposredno črto med ajatolo Homejnijem leta 1979 in novo generacijo zahodnih političnih aktivistov in opozarja na znano strategijo. Homejni je razumel, da če želiš destabilizirati družbo Zahodne zveze, ne začneš s teologijo. Začneš z obljubami. Brezplačna elektrika, brezplačna voda, pravičnost za revne, vojna proti korupciji, sanje, zavite v besedo brezplačno. Se sliši znano? Leta 2026 župan New Yorka Zoran Mamdani obljublja brezplačna stanovanja, brezplačen prevoz, socialno pravičnost in vojno proti bogatim. Homejni je izkoristil iransko levico, da je prišel na oblast, nato pa jo je odstranil. Mamdani izkorišča prebujeno generacijo, da prevzame newyorško mestno upravo. Kam misliš, da bo to pripeljalo? To je rdeče-zelena zveza v svoji najboljši obliki. Skrajna ideologija, preoblečena v družbeni napredek. In Edith nas spomni še na nekaj drugega. Leta 1979 je bilo veliko zahodnih intelektualcev prepričanih, da Homejni predstavlja osvoboditev in modernizem. Šele kasneje so razumeli, kaj se je v resnici oblikovalo. Zgodovina se ne ponavlja vedno z enakimi simboli. Včasih preprosto spremeni svoj jezik, svoje slogane in ciljna občinstva. In Edith Bar nas pusti s tem. Vprašanje ni, ali bo New York postal Teheran. Vprašanje je, zakaj se zahodni intelektualci vedno znova zaljubljajo v iste ideološke mehanizme, le z novimi slogani. To je vprašanje, o katerem lahko razmišljate do naslednjič. Hvala, da ste se mi pridružili tukaj. Sem Daniel Simon in to je neposredno iz JNS TV v Jeruzalemu, Izrael.